Tukaj smo zdaj prišli na lokacijo požarišča, kjer bomo naredili v skladu z situacijo na terenu permakulturno zasaditev. Najprej bomo ugotovili, katera drevesa se bodo obrastla sama, katere bo potrebno v nadaljevanju podreti in kateri ožgani les lahko uporabimo kot organsko biomaso. V skladu z že obstoječimi suhozidi in nanosi kamenja bomo oblikovali habitate za vzgojo zdravilnih rastlin in sadnih dreves. Ker imamo tule, imamo koščice sliv pa češenj, imamo tule. To bi dala jaz tule gor, če si za to. Iz one strani bi dali orehe, kostanje, pa potem noter, koliko imamo lešnikov, kar imamo velika, veš. Se pravi, 4 metre od meje bi dali kostanje pa orehe, 4 metre od tistega bi dali pa lešnike. Kako daleč pridejo oni, ko imajo lešnike. Tule bi imel tete zgodne koščičarje, tule bi naredili take otočke z tetimi koščičarci pa z zdravilnimi zelišči. Tole naredimo pot kot koridor z zdravilnih zelišč. Tule bomo tako vedeli, koliko bomo tega imeli. Na spodnji strani tule bi pa tako noter umestili še tete koščice, breskve pa marelice pa tisto maja, kar bo zraslo. Vse tega veliko ne bo. Tako se najde let. Tako je tamle. Tu je tak plac, akacije. Recimo takle, ne, pa imamo okroglo gredico, a veš. Ne, pa imamo eno tako zaključeno celoto mikrohabitat, ne. Okrog tega pa pol lahko sadimo pa sejemo. Tega bi se odžagali, ampak onle, lejte, onle je pa samo po zgornji vrsti osmojen, ni pa kožica. Zdaj ne vemo, a je ožgana ali ne. To se šele bo potem pomladi videlo, ne. Ampak recimo tale, ne, tale je pa recimo samo en del ožgan, ne, pa tudi krošnjo ima celo. Koreninski sistem tamle ni poškodovan, tako da tudi ima recimo zelo veliko možnost, da je preživel, ne. Ker zdaj tudi odvisno, kako je močen koreninski sistem ima, ne. Zdaj hrana poteka izključno po teti zgornji zadnji plasti, ne. Zdaj, če je teta poškodovana, tako to res ima zelo malo možnost, oziroma je nima preživetja, recimo tako tale. Tetle je nima, ne, ampak tale je pa osmojen, tako da tale nima možnosti, ker ima tule nima pretoka. Tetle pa bi lahko, ne, tete pa recimo, če ima dosti močno korenino noter, če je bil recimo prej kak stari, tule je samo tale del osmojen, rastlina je dokaj trdoživa, zgleda, da je bila to akacija ali kaj je. Tole ima živo pa zdravo z ene strani, ne, tako da to se bo obraslo, sicer počasi, ampak se pa bo, ne. Tale del je pa recimo za nič, ne, tako da bi, ko greš tole obrazovati, ne, bi mogel čisto vsak si čas vzeti, pregledati vsakega posebej, pa potem videti, odrezati, recimo tega bi mogel tle odrezati, ne, takle pa takle ga sčistiti, tole mu odrezati, mogoče malo prikrajšati, da dobi malo večjo vitalnost, če ga hočeš obdržati, pa potem naprej. Tule se boste naučili spoznavati pokrajino. To je zelo pomembno za vsakega izmed nas, za vsak košček zemlje, ki ga opazujete, ali ga imate doma, ali ste v naravi, ali pa kaj želite iz njega sploh narediti, ali pa samo kot opazovalci. Ko mi pridemo na teren, najprej opazujemo na teren in želimo ugotoviti, kaj nam ta prostor sporoča. Kje je smer zemlje, mislim, kje so strani neba. Sever, jug, vzhod, zahod. Recimo to je prvi del. Drugo, ali je še nad nami kaj drevja ali kaj, da se tvori vetrna zaščita. Sončna past, odkot prihaja voda. Recimo tule nam bo Tomaž potem na samem mikroprostoru pokazal, kako mi vemo, katero rastlino kam posejati. Ali takšno, ko rabi veliko vode, ali tisto, ki ne rabi veliko vode in kako to ugotoviti. Vas to zanima? No, super. Za začetek bi jaz predlagala tako. Mi smo tukaj naredili pa počistili tale vhod, ki se ga zdaj nahajamo. Tam nas je lepo pričakal žafran, ste ga videli, kako lepo nas je pričakal, tamle rumeni žafran. No in v okolju, v naravi ni štiroglatih oblik, ne.
Zato tudi mi probamo narediti tako energijski potencial, energijske točke, tako da pomagamo narediti naravi okrogle oblike in otočke. Recimo, tale material, tole je bilo tamle zgorjeno. Mi smo zdaj tule ga dali takle ob strani, tukaj bo potem prišlo do listja, listje bo zadržalo vlago in smo naredili boljše pogoje za rast. Recimo, to je en del zgodbe. Drugi del zgodbe bosta pa zdaj prevzela Rajko pa Tomaž. Prvo bo Tomaž pokazal, kak je tule, ko je granato razneslo. Tu bo pa Rajko šel pokazati, da bo pokazal vam, kakšen je pa jesen, da se ga boste čuvali. Pa da boste znali prepoznavati invazivke. Tako da kar predlagam, da gremo, Tomaž. Jaz bi samo ene, dve besede še. No, povej. Malo zgodovina, čisto na kratko, samo za probati to, da boste bolj znali opazovati. Jaz sem že prej rekel, da če hočeš ujeti miš, moraš razmišljati kot miš. Če hočeš uspešno posaditi drevo, moraš razmišljati kot drevo. To bomo pol. Zdaj bi pa vam sam, zmeraj je plus pa minus. Na minus, da je tu požgalo, je pač ta dizaster, ki ga vidimo okoli. Plus pa je, ker je zdaj zelo pogled v Soško fronto. Tukaj je šla Soška fronta, ne dele strani je bila glavna ta frontna linija. In je tukaj zelo dosto ostankov teh eksplozij, granat, kolikor jih še niso pobrali, večinoma so pobirali že po prvi svetovni vojni, ki je bila revščina za železo, so to vojaščino, nekaj je pa le ostalo. In zdaj, ki je vse tu tako požgano, je tu se zgolilo in je skoraj občutek, da bi prišle par let po fronte ali pa zelo malo po fronte. No, vidite, tle imamo dva kalibra, ta je že kar velik, ne vem koliko milimetrov in ta še večji je ostank granate. Je pa na Krasu ubijala tudi skala, ker je pala granata v skalo in so leteli okoli drobce granat, to je palo lahko skozi tebe, to je razmesarilo, pa tudi kosi kamna. No, toliko malo v zgodovini, pa pol vam bom pokazal, ki so točno se da videti, kje je granata pala. Tle je bilo najhujše bitke so bile tukaj, na Soški fronti, ne tam ob Soči pa v Kobaridu, tam je bil sam preboj. Tukaj je okoli Doberdob sovjetskih fantov grob, tukaj je najlažje bilo prehodno v notranjost in tle so nabijali še pa še. No, zdaj bi pa predlagal, tako kot je rekla že Irena, ker smo jih tle, da gremo pogled pa jesen, ta tako poznan, da boste vedeli, o čemu smo govorili. Mene vedno na Krasu fascinira to, kaj vse so naši predniki naredili. Poglejte te lepotke, ne. Poglejte, mi kjerkoli smo na terenu, najprej opazujemo naravo. Kaj je narava naredila, katere rastline tam rastejo in kako se to obnaša. In potem, tako smo rekli, prej smeri neba, vetrna zaščita in kako teče zdaj voda. Mi zdaj tule bomo imeli več tipov zasaditev. Ob eni strani meje, pa ob drugi strani meje bomo zasadili lešnike, orehe pa kostanje. To bo ob meji, te parcele. Potem bomo pa glede na ta področja ustvarjali take majhne mikrohabitate, take polkrogle, recimo kamenje, to ni samo kamenje. To je lahko gnoj, to je lahko zastirka za vodo, to je lahko akumulator za rastline, ko jim je všeč toplota in tako naprej. Recimo tamle ob tisti lepotki dol bomo zasadili zdravilne rastline. Na vsaki strani imajo kamenje, zdravilne rastline, šetraji pa to ljubijo vročino in veste, kakšne aromatične bojo in tako naprej. To je ena stvar, ne. Drugo, kar je, bo pa zdaj Tomaž povedal okrog same vode, recimo. Recimo, kako vidite, odkot voda teče? Po spremembi strukture, ne? Recimo bolj rjava zemlja je tam, ne? Ali pa žlebiček je, ali pa... Ja, pa naplavinca, ne? Tukaj je zarodirano, tle je poradirana zemlja, tukaj je pa malo kotanjce, se pa že malo odložilo, pa tamle se je odložilo, je že bolj taka fina, tako je rekla struktura. In pol se rekel, lega, grem pa pogledat, odkje je ta voda. In pol sem stopil sem in sem opazil, da ta stran ceste visi sem, in iz te strani, in tukaj je najnižja točka. In se vsa voda po cesti zbere na tem delu in tukaj so tudi luže. Zdaj so sicer posušene, ampak je ostank blata. Blato je pa zato, ker je voda nanosila zemljo. In se je tukaj odložila, ker tam se voda ustavi, tam odloži tovor. In tukaj čez pol
prebije ta višek vode in tukaj mi lahko posadimo recimo semine, ki rabijo zalivanje. In vsak dež, ki bo zadosti močan, tudi poleti jo bo zalil. No, tako je recimo v branju terena. Teren, jaz, ko smo bili v učilnici, jaz ga nisem videl. Ko si pa tukaj, ga pa bereš kot knjigo. Sam opazovati moraš, ne. Sej tu ni, sam oči moraš imeti odprte, kot majhen otrok. Ker vsake stvari nekaj vide in tako, no. Tako je pa recimo tle in tukaj recimo tako fino mesto, kjer se zaliva, kjer teren omogoča naravne danosti, da mi lahko tle posadimo semino, ki kar rabi vodo. Kroglice so zelo fine, recimo tudi, če bi se to izletali, ampak pol se bolj da več gline, da je bolj trdo, manjše kroglice, da lahko kar seješ. Zdaj mi ne bomo kar sejali, no zdaj pa, da sama aplikacija. Zdaj mi bi jo lahko sam položili na zemljo, ampak mi pa hočemo dati čim boljše možnosti, zato ker nas je dost, ker če bi tu en sam, bi improviziral. Zdaj, ker nas je dosti, pa lahko ali s peto mičkeno lukence naredimo, ali si najdemo kakšno palčko, da bo še boljši rezultat. Pa čist na rahlo jo date, tako da se bo spoprijela, ne? Se pravi, najboljše takle, kroglico noter, pa čist na rahlo jo pritrditi. Lahko tudi sem mičkeno še, če je, odvisno od situacije. Če pa situacija taka, pa je lahko tudi zastirka kamenje, ne? To me si me zelo fasciniral. No, zdaj, če imamo mi recimo primer sadik, uporabiš material, ki ga imaš. Ne? Zdaj, če imaš listje, nagrabeš neke listja, pa z listjem zastreš. Če imaš neke veze, tukaj je ta material zgorel. Imamo kamne, ti lahko tudi s kamnem zastreš. Sploh tam, ki so orehi ali pa kakšno kontejnerček sadikco in prav tlakuješ okoli s kamni, zato ker kamen preprečuje izhlepevanje, ne? In je zemlja pokrita. Lahko droben material ali pa malo večje, kar imaš, pač improviziraš.